Lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Danes bom z vami delila skrivnost, tako da ga ne delite okoli. Namreč razložila ali pa predstavila vam bom energijski prstan, naš najboljši produkt, ki je tudi za zaščito pred kakršnimi koli sevanji. Tega ne objavljamo, veliko to običajno povem, ker enostavno nimamo raziskav, ki bi klasičnemu razumu povedale, da to deluje. Imamo pa raziskavo, ki ljudi, ki želite biti povezani s svojo dušo, svojo zaščito, vas potem poveže v osrednji kanal. In če gledamo, od nekdaj se ukvarjam z povezavo energij v praksi, ker moji starši so umrli v isti hiši, ki je bila pač stran, je bil to daljnovod in te energijske. Oba sta umrla zaradi ležanja v isti posteli in sem to zelo od nekdaj, od 17. leta, se pravi več kot 30 let, koliko sem že stara, sem to raziskovala. No in ta osnova je zlata spirala, iz katere izhajamo, kajti zlata spirala je nekaj, kar je po Fibonaccijevu, po tej njegovi vibraciji, oziroma on je izračunal to vibracijo, tudi Nikola Tesla že prej, številčni nizki, v bistvu v naravi. In če človek želi preživeti v naravi, se mora znati prilagoditi. Se pravi, v čem je razlika med vsemi ostalimi zaščitami, ki jih lahko kupite kjerkoli, in sem jih tudi sama kupovala, tudi mami, ko je zbolela za rakom, pokupili smo vse, kar je bilo kje, neuspešno, ampak imeli smo dober občutek, dokler pač se ni stanje poslabšalo. No in od takrat naprej imam drugačno logiko, drugačno razmišljanje, kajti zaščita ni smiselno, če ste brali Malega princa, veste, da ni smisel, da se ščitimo na način, da smo zaprti in potem postajamo vse bolj občutljivi na karkoli. Prihaja obdobja, ko si bolj občutljiv, manj, in to je jasno, ampak v osnovi je naš namen, naš smisel ravno v tem, da se mi upliftamo, se pravi, da mi dvignemo svojo vibracijo na način, da postanemo bolj, kako bi rekla, voda, veter, tisti element, ki nam je pri srcu, pri blizu, s tistim elementom, ki se lahko v tistem trenutku povežemo. Pri tem je zelo nekako logična, zelo sem rada brala indijanske pesmi. Ena pesniška zbirka, naslov ima Kako naj vam prodamo modrino neba. Me je v bistvu že takrat, v srednji šoli, zelo nekako se dotaknila. In dejansko, če se vračamo k naravi, ne moramo čisto zanemariti civilizacije, internet, vse te stvari so dobre, da se razvijamo lahko, ampak na en način moramo imeti zdravo mero. Ampak v svetu, kjer Wi-Fi, vse žive vibracije so vse povsod, antene, lahko imamo bitke, oziroma moja naloga ni imeti bitke navzven, čeprav zdaj stegnem jezik, zato ker pač se mi zdi, da ga lahko in moram, ampak izključno zato, da povem svoje mnenje. Bitko sama s svetom ne morem imeti, ker nisem za to poklicana, sem pa poklicana, da najdem rešitve. In rešitev, ki jo jaz vidim sama v tem svetu, je, da mi vse bolj postajamo navznoter povezani, zato imamo recimo en podstavek, božanski red, zlate spirale, vse živo, ampak ker mi ne moramo hoditi po svetu, da nosimo potem nalepljeno povsod te energijske pripomočke, čeprav tudi to smo doma probovali in smo imeli proti sevanju zlate nalepke, in pa je prišel poštar in mi smo izgledali, kot da čakamo vesoljce, ki so se glih spustili, pa nam pošiljajo vibracije. V glavnem, nori izpademo vsi, kakorkoli se lotevamo, ker ti ne moreš imeti toliko nečesa na sebi, da te aktivira. Meditacija je odlična stvar, ampak če meditacijo začenjaš iz nepravega položaja v energijah, če si na nepravem energijskem položaju in ti ne da kondicije, oziroma ne moreš štartati tako visoko, če nisi že v štartu dobro povezan, ko si pa dobro, pa ne meditiraš. To je tak malo čudna lastnost človeka. No in kaj se zgodi? Zelo sem meditirala na temo prstana in želela pomoč 7 žarkov. 7 žarkov, to so mojstri, to so skupine mojstrov, ki sestavljajo ne samo energije zemlje, recimo tako 5 elementov, les, ogenj, zemlja, kovina, voda, ampak 7 skupin mojstrstev žarkov svetlobe,
V tej skupini so tako Kristus kot Lakšmi, Šiva, vsi v bistvu, ki so v kvaliteti pomoči, podpore zemlji, vaši podpori, vaša duša s svojimi pomočniki, vsak paše nekam. In vsi imamo različne nivoje teh sodelovanj. No in mi z skupino jasnovidnosti, z ljudmi, ki trenirajo jasnovidnost po tem, ne bom rekla moji metodi, ampak po tej strukturi, ki jo človek ima v svetlobnih energijah, je pa to metoda, ki sem jo odkrivam v bistvu to, kar je v nas. Ne zmišljujem si sama, ampak iščemo, kaj je v strukturi še tistega, da je treba poudariti. No in s temi 7 žarki že leta sodelujemo. V skupini imamo, da je dežura vsak dan, sta 2 vsak teden in tako. In v bistvu na ta način smo in meditiramo o polnih lunah in o mlajih in podobno. Se pravi, na ta način mi dobimo gosto pomoč svetlobe, ampak želeli smo to narediti za cel svet, želeli smo to narediti za vsakega. Ampak težava je, da mi lahko recimo v enem momentu čist svet obkrožimo svetlobo, pa je od posameznika odvisno, kako se bo znal povezati s svetlobo. In tudi mi, ki to treniramo, smo včasih podrti zaradi vsega živega, prehrane, odnosov, slabega spanja, sistema okoli nas, službe, bilo česa in ne zmoreš priti tako v svetlobo. No in tako sem potem z mojstri sodelovala oziroma jim težila dobesedno, da mi naj dajo tiste pečate, v bistvu pečat, tisti simbol, ki pride na zemljo in s tem aktivira njegovo energijo. In zato je v prstanu, ki je izjemno lep, bomo tudi variante naredili, da bo zaprt, da bo lahko na verižici in tudi za tiste, ki imate radi zlato, boste ga lahko naročili v kratkem. V glavnem, tu na sredi spodaj je zlata spirala, simbol v bistvu Merkabe, ki je v bistvu vaša prava energija. Merkaba zares energijsko pomeni pravilna lega vseh energij. In če bi mi meditirali po sistemu Merkaba, kar bi se dalo, bi sočasno v bistvu naredili sami sebi eno dobro zaščito, ampak kot sem že rekla, kadar smo podrti, ne moramo iti v pravo energijo in tam je iz premale pozicije to delamo in nima efekta. Ima efekt samo, da se malo boljš počutimo in to je to. Z prstanom, ki ima na zunanji strani, ima pa simbole in sicer simbol prvega žarka, trikotnik s pikico. Prvi žarek je simbol moči. Prvi žarek je recimo bil Ošo. To je simbol energije, ki gre skozi vse meje. Se pravi, skozi vse provokacije. To je simbol ljudi, ali pa recimo, če ste vi dušni žarek, ker mi smo v svojih energijskih strukturah, smo celo življenje po duši en žarek. Se pravi, mi lahko imamo še druge žarke po sebi, v smislu sodelujemo z njimi, ampak na duhovnem nivoju, na dušnem, za našo dušo vibrira najpomembnejši en žarek. To je lahko moč, lahko je ljubezen, lahko je aktivna inteligenca, lahko je harmonija, lahko je znanje, lahko je predanost in pa lahko so žareke reda in ritualov. To pomeni, da mi tisto kvaliteto za življenje potrebujemo. Medtem ko druge kvalitete, recimo naša psiha, naša čustva, imajo lahko v eni fazi moč prvega žarka, ki nas spodbuja, da gremo čez ta čustva, da gremo čez pritiske okolice, se izrazimo in postanemo močni. Sočasno torej imamo v svojih nivojih lahko več pomočnikov, se pravi, idealno zares je, in to smo tudi z skupino trenirali, da imamo v osrednjem kanalu svoj glavni žarek. Tega imate tako ali tako, a se ga zavedate ali ne, ampak s tem, ko vi začnete sodelovati, se pravi, vi z nakupom prstana, se avtomatsko zgodi povezava v vaši notranjosti, v vaši svetlobnem kanalu. Vam se okrepi stik z dušo, sočasno se vam okrepi način materializacije te svetlobe. Začnete dobivati močnejša sporočila iz vidika vaše duše in če ste pozorni samo na vaš osrednji kanal, ni to nekaj, da bi zdaj mogli ne vem kaj delati, samo da ste pozorni na notranjost in da dovolite, da se naredi ena sprememba in red v okolici, se potem zgodi to,
da se samo po sebi stvari uredijo na način, ki je vam najbolj, ne bom rekla všeč, ampak optimalen z vidika vaše duše. In potem vsi ostali žarki, se pravi, eden je tisti vaš glavni, ki teče skozi vaš osrednji kanal, vsi ostali pa začnejo spodbujati vašo rast in razvoj na hiter, ne boleč, ljubeč način. In zato je prstan meni osebno in vsem tistim, ki smo že delali z energijami, najboljši pripomoček za vso prakso, ki smo imeli, s tem, ko si ga damo na dlani oziroma ga nosimo, s tem smo avtomatsko povezani z vso energijo svetlobe, z vsem, kar smo kadarkoli počeli. In takrat recimo to ne pomeni tudi, da cel dan drži enaka kvaliteta, se pravi, s prstanom si lahko zjutraj super ali pa si nekje v naravi in zelo veliko zaznavaš, potem v naslednjem momentu te malo podere, ker pač ste recimo na sestanku, se prepirate, energijsko vas ljudje utesnjujejo ali pa napadajo, kakorkoli, in je dovolj, da zadihate, da se dotaknete prstana in da skozi spet greste vase. S tem, ko se vračate vase v svoj osrednji kanal, se vi rehabilitirate v sekundi. In to je smisel tega prstana. Zato se imenuje energijski prstan v tej moči, zato ga lahko tretiramo kot maksimalno zaščito, podporo življenju vaši duši, zato ga lahko sploh v bistvu ponudimo kot nekaj nadstandardnega, ker v bistvu vas avtomatsko poveže z vašim zavedanjem iz svetlobnega vidika. Naslednji, se pravi, drugi žarek je srce, seveda, ki je simbol srca, veste, je tule takšen, da gre navznoter tudi, ne samo navzven. In drugi žarek, ljubezen, to smo običajno učitelji, to smo tisti ljudje, ki bi se žrtvovali za druge. Jaz sem se celo življenje učila ne zato, ker bi mene vse to, v bistvu, ker bi te hotela znati, ampak zato, ker nisem imela več orodja, da bi drugim pomagala in sem iskala pol tole se je ustavilo, kako dalje. Se pravi, moja motivacija ni zdaj postati, ne vem, guru, ne vem, na kateri gori, ampak pomagati. In skozi pomoč soljudem sem se skozi, to je drugi žarek, sem se vse živo naučila, prestavila v bistvu svoje meje, spremenila svoje življenje, samo zato, da bi vam lahko razširila eno tisto zavedanje, da je življenje lepo, da kam se usmeriti. Ne, da bi vam jaz kazala svojo pot, tako je pri smuku, da Bog nadej. Ampak, da bi vi spoznali, da ni tragično, če komu rečete ne, ampak da življenju morate pa reči ja, to je velika razlika. Ljudem, ki težijo, sistemom, ki težijo, ne rečete ja. Tam morate imeti moč prvega žarka, da jih ustavite in greste na svoje. No in ljubezen je tista, ki bi jo, v bistvu, po mojem, so vsi učitelji vsaj v nekje v enem delu žarek ljubezen, kajti skozi ljubezen imamo toleranco do tega, da drugi nečesa ne vedo in da lahko eno in isto ponavljaš 1000-krat. Eno in isto snov ali pa eno in isto zavedanje lahko 1000-krat ponoviš samo zato, ker veš, da enkrat bo pa človek dojel. In ti ni težko. Zakaj ne? Ko enkrat spoznaš, da ko daješ ljubezen, jo sočasno sprejmeš, se ti iz tega ne izčrpaš več. To je temeljno znanje drugega žarka, kar spodbuja tudi prstan. Tretji žarek je meni zelo pri srcu, predvsem zato, ker ga imamo v okolici in so to zelo praktični ljudje. Tretji žarek ima, veste, kot da bi bil tule simbol, predstavlja meni, kot ene vrste elektriko. Nikola Tesla je bil tretji žarek, aktivna inteligenca, uranovski zlo. No in tudi vsi ljudje, ki so aktivna inteligenca, so uranovski, in sicer elektrika, ki pride in postavi električne misli, električne merlinje, recimo od mojstrov takšen tretji žarek, ki vidi čez čas. Se pravi, aktivna inteligenca prinese rešitve, ki niso čustvene, mogoče niso niti prepoznavne kot rešitve, ampak so rešitev za vse, kar počnemo, in na enem višjem nivoju, ki potem dolgoročno prinese smisel, tudi če kratkoročno še tega ne vidimo. In to nam da tudi ta prstan. Jaz sama po sebi bi človek, mislim, ne vem, kako drugi ne morete dojeti, kako sem zmedena skozi vsak dan. Jaz včasih se nekam peljem, pa pozabim, kam grem. Ker se toliko energije zaplete, da se pa mora prav ustaviti in šteti, kam sem zdaj šla.
Toliko mene energije posrkajo, zato mi ta aktivna inteligenca zelo praktična, kajti potem si ne dam pretirano, v bistvu dosti lažje realiziram svoj vsakdanjik, ker imam obilico dela same takšnega, ko mi je všeč, ampak vseeno ga moram organizirati. In prsten mi pri tem pomaga, da tudi sama, ki nisem aktivna inteligenca in tretji žarek, da skozi dan potem izpeljem malo manj zakompliciran dan, kajti sama si ga znam tako zakomplicirati, da živ Bog ne ve, kaj delam, tudi sama ne. Zato je te kvalitete, ki jih sami nimamo toliko v energijah, nam skozi prsten začnejo žarki lažje dajati, lažje nas podprejo. In recimo meni je to res najlepše, ker tisto, kar bi včasih počela, tudi ko sem še pred prstenom, sem za vsako stvar rabila dlje časa. Zdaj je tako, da se namenim, grem tole v žalec urediti, vmes na poti srečam tiste ljudi, ki bi jih mogla iti tja iskati, v glavnem kar neki se zložijo stvari in jaz vem, da to nisem sama priklicala, ampak da se to v energijah potem zloži, kajti če imamo vse kvalitete teh 7 mojstrov, se to izpelje optimalno. 4. žarek je bil lani vladar leta, se pravi je vladar lune, je v bistvu tak zelo v bistvu lep, to je lep žarek, žarek umetnosti, žarek umetnikov, ampak učenje harmonije se dogaja skozi konflikt. Zakaj? Ker konflikt je ravno v tem, kar imamo mi ljudje drug v drugmu, vidimo, da bi mi želeli nekako biti v harmoniji z enakimi. Ampak mi smo si tako različni, če že gledamo, da vseh 7 simbolov, 7 žarkov je tako različnih, pa nam je vsak všeč. Tudi v človeški naravi je tako in skozi 4. žarek harmonijo se mi to učimo. Učimo se videti, v bistvu prepoznavati, da ravno v tem, da smo tako drugačni, tako prismuknjeni vsak v svojo smer, smo skupaj optimalna celota. Vsak zase bi bil zgubljen ali pa v svojo smer fanatičen, pa potem preziral recimo druge strani, ko pa smo mi združeni in povezani skozi harmonijo, se pa pokaže, da en rad nekaj dela, kar meni je grozljivo, ampak nekomu je to všeč, kar počne in meni tega ni treba in jaz sem na smrt hvaležna in ona oseba je hvaležna, da lahko to dela in potem se skupaj najdemo v enem takem lepem sodelovanju. In če ni zraven 4. žarka ali v družini, vse povsod, je problem. Zato imam jaz rada umetnost, kot vidite, smo povsod obdani z umetnostjo. Umetnost je namreč tista energija, ki daje videnje lepote. Če človek zgubi občutek za lepoto, lepoto vidiš vse povsod, v naravi, v rastlinah, v doma, vse povsod. In če mi zgubimo občutek za lepoto, smo zgubili občutek za sočloveka. Smo postali roboti, ki nekako sledimo temu, da moramo zaslužiti, preživeti in na koncu umreti. In vse skupaj je potem vejstec, se pravi prazno. Zato je meni prsten tako blizu, ker me spomne na vse to. To ni treba neki molitvic, niti ne, ampak se dogaja skozi življenje, skozi vsak dan. No in 5. žarek, ki je vladar letošnjega leta, Saturnovega in Uranovskega leta, leta znanja, to je aktivno znanje, je vladar, v bistvu simbol je kot ena ptica, kot ena taka lepa energija, ki se toliko usede, da se odrine. Se pravi, meni je bilo to zelo pomembno spoznanje, kajti veste, ko sem jaz te simbole delala za naš energijski prsten in ko se je to ustvarjalo, sem jaz veliko stvari opustila, veliko sama spoznala in vsaka, veste, na svojem primeru doživlja to. Jaz potem lažje razumem vas, kaj se vam dogaja in podobno. Drugač ne bi, če bi jaz že vse vedela, ne bi razumela, kako je, ko na novo odkrivaš. No in 5. žarek, aktivna inteligenca, nam daje eno veliko svobodo, da lahko pozabite vse, kar ste znali za nazaj. To je mene zelo osvobodilo, še zdaj imam polno skript, zapisko, da ja ne bom kaj pozabila, da imam nekje, to naša glava rabi, da imaš nekje, kamor boš pogledal in nikoli ne pogledaš. Kajti aktivno znanje, to, kar je letošnje leto podpora in je tudi v prstenu vedno trajna podpora, je namreč ravno to, da ti sproti znanje nadgrajuješ. In vsak izmed nas ima osnovni svoj kanal in veste, določena znanja potrebujemo, da razumemo, kaj je sploh naše poslanstvo.
Naše poslanstvo se doživeti, spoznati se, realizirati se na kakršnem koli, kjerkoli področju. No in aktivno znanje nam daje to, da lahko opustimo, kar je bilo lani, včeraj, v preteklosti in lahko danes na novo naredimo. Zato jaz recimo z tem spoznanjem sem nekako postala mogoče malo manj sitna, to sigurno, ker ne težim več k eni perfekciji preteklosti, kajti lahko da je danes vse drugače. Lahko da je danes nekaj novega, bolj smiselnega. Nekaj novega ne mislim tam iz interneta, nov shopping ali pa novo cepivo ali kaj podobnega, ampak nekaj novega z vidika duše. Lahko da se sproti prebujamo skupaj v eno novo dimenzijo znanja, kjer spregledamo vsi v to, da je to vse ena igra materialnosti, skozi katero se prebujamo. Zato ne jemljemo potem tako dramatično in tragično ničesar, nažalost potem ne jemljemo tragično ali pa dramatično tudi smrti ne. Kajti iz enega višje perspektive je smrt pač dokončanje, ne bom rekla lekcije, ker meni življenje ni več lekcija, ampak mi je že kar zabava, užitek, ker res mi je žal, ampak tako mi je. Se pravi, ni zaključek te lekcije na zemlji, ampak doživljanja, potovanja v tej zemeljski sferi in v bistvu potem prehoda zavesti v eno drugo sfero, kjer sem malo firčna, kako je, imam slutnje, nimam potrdila ravno tako kot drugi ne, ampak imam pa lahko ene predispozicije z aktivacijo petega žarka znanja, lahko sprejemam znanje pete dimenzije, polmiru ali pa recimo izvora moje duše, karkoli me zanima, grem in v bistvu potujem navznoter in navzgor skozi to energijo petega žarka. Na ta način delam tudi delavnice na jasnovidnosti Krapen, na ta način v bistvu je prišlo PD terapija, na ta način delamo v bistvu več kot je. Preteklost je preteklost. In zato recimo sem jaz glede Akaš zapiskov, to so zapiski naših zavesti, ampak to je preteklost. In ko ne vem, en učitelj me je vabil, da bova šla čez tvoje Akaše zapise, pa boš pogledala, kaj si, meni se je zdelo, pa zakaj? To sem že bila. Ne ljubi se mi, škoda mi je časa. Mislim, kakorkoli se sliši. Jaz verjamem, a veste, da ko se ti povezuješ ali pa slediš svoji svetlobni poti, vse, kar moraš vedeti za nazaj, se ti zloži. Brez da bi ti šel po vseh smeteh brskati. Jaz tudi, ko grem na WC, jaz ne grem pa gledati, kaj to vam pride. Enako se mi ne zdi smiselno, da bi šel gledati v preteklost na tak način. Ja, v preteklost pobrati talente, ampak to greš lahko z meditacijo, to ni treba iti na tak način, da moraš vse tiste informacije, kaj si že bil. Vsi smo bliže vse. Vsi smo bliže križani, vsi smo bili Judas, vsi smo bili križen kražen, vse žive podobe in vloge smo že imeli. Če ne druga v paralelnih zavestih, kjer lahko to izkušnjo ponotranjimo. Včasih se ni treba, veste, da se 100-krat rodite v isti problem, včasih je dovolj, da razumete, kaj je. In jaz v tem življenju recimo razumem, kako je imeti otroke in sam, da se spomnim, sem že utrujena, se spomnim tudi tistih lepih energij, povezave, ko bi vse dali za vaše otroke, ampak zato jih ne rabim imeti. Jaz se tega spomnim iz preteklosti, iz paralelnih življenj, jaz vem, kaj kater otrok rabi v danem trenutku. Vem, čutim, zaznavam in včasih tudi do ljudi sem preveč zaščitniška, tudi do otrok in na podoben način, ampak recimo najrajši bi učila otroke jasnovidnost in pa ne zato, ker bi jih učila, ker bi jih samo odstrla, kar jim je prikrito, kaj ne zaznavajo več in verjamem, da bo prišel v bližnji prihodnosti čas, ko se tole zresetira, da bo tudi za to priložnost, da bodo lahko otroci samo nadaljevali svojo jasnovidnost. Ne, da bojo vmes šli v fazo pozabe, tako kot grejo odrasli, da se potem morate nazaj spomniti. No in vse to je aktivno znanje. Aktivno znanje, peti žarek je letošnja podpora, tako da je odličen čas za kakršnokoli zavedanje, sprejemanje, prebujanje in če ne veste, če se morate tudi vi prebuditi, samo pogledajte v okolici. Ali imate težave, ki jih ne veste, kako rešiti, potem se morate prebuditi. Naslednji žarek oziroma energija je v lotosovem cvetu. Lotosov cvet je
Lotosov cvet simbol je v bistvu že pol kot sonce, žari. Lotosov cvet je najbolj razširjen simbol zares. To je, mi smo tudi društvo Art Angel je imel na začetku lotosov cvet in je seveda energija predanosti. Ti si predan samemu sebi, svetlobi in drugim in klicu duše in skozi predanost se to počneš. In skozi to temačno energijo, kjer so lotosove korenine so navzdol in tam izčrpajo v bistvu moč za cvetenje, enako predanost iznotrai, iz svoje v bistvu tišine ali pa iz svoje stiske, črpa eno moč, da lahko zacveti. In šesti žarek nas v bistvu uči, da takrat, ko nič ne moremo, se predamo, zaupamo procesu svetlobe, svetlobnih energij, mojstrov in nadaljujemo. In najbolj, tisti, ki je meni pri srcu, ker ga v bistvu najmanj imam, je sedmi žarek, so red in rituali. Sama sem zelo velik pristaš reda in ritualov, ampak jih, kako bi rekla, jaz sem štarter, jaz jih štartam. Dobim idejo, jo štartam, potem pustim in jo drugi nadaljujejo in sama, kot da je nisem nikoli imela. Se pravi, red in rituali so en lep žarek, tisti ljudje, ki ste po duši red in rituali, ste mi zelo zanimivi, pa ne, da sem lahko dolgo z vami, ker sem potem nestrpna postanem, ampak vi imate zajtrk za obred, glasbo za obred, sprehod vam je obred, vse vam je obred, življenje vam je obred. In to je ful lepo, to zelo, sama zelo nekako občudujem, ampak nimam tega v svojem globljem bistvu, sama sem bolj kot en vulkanski izbruh idej in energije, ki se pol spet pomiri in spet in tako je moje delovanje. Se pravi, red in rituale pa rabim, jaz osebno jih rabim za vsakdanje življenje. Vsakdanje, da je dom, da je vse poštimano na en tak obreden način. Da nimam krivde, da nimam slabe vesti, da mi je pranje, likanje, pospravljanje, en tak obred. In zato imam rada sedmi žarek. Ne samo za obred meditacije, to je po naravni poti pride meni v energijah, ampak vse zemeljsko, življenjsko mi pa ne pride tako v ritualu, zato se tega učim. In red in rituali je tista stvar, ki je najboljša, ker vas potem spravi v eno tako dobro življenje, kajti ne čakate, ne? Mi ponavadi naredimo to tako v svojem življenju, ko nam je fejs hudo, delamo, prijemo na malo boljše, pa smo pa že kar v redu in nehamo delati. In spet pride težje in potem imamo take cikle. Red in ritual je tista energija, ki nas vodi, da tako v bistvu speljete do konca svoje življenje v plus, da ne zaključite, da se ne ustavite na stopnicah, ampak da greste na višji nivo, na način, da je dobro življenje. Vse to, brez da bi se vi s tem kaj veliko razmišljali, jaz sem vam samo razložila, da boste lažje razumeli, kakšen energijski paket je naš energijski prsten, kakšno svetlobno podporo dobite, vaša naloga je samo, da ga imate radi, da ga sprejmete za svojega, lep je, naredili smo ga privlačnega, zato da, mislim, itak ne more biti, če nekaj dobrega ne more biti grdo, to se meni zdi logično. Se pravi, narejen je prav zato, da vam je sopotnik v optimalno življenje. Radi ga imejte, radi imejte sebe in to dvoje je edina kombinacija, kar potrebujete tudi za zaščito pred raznimi fizičnimi sevanji, pred elektromagnetičnim napadi. To je pretirana, to je v bistvu onesnaževanje. Mi smo onesnaženi s hrupom, z elektromagnetičnim sevanjem, z svetlobo, z vsem živim in ta prsten nas vodi navznoter ravno zato, da nam te zunanji faktorji potem ne manjšajo življenjske energije. Nam je ne. In bolj kot ste vi sodelujete z njim oziroma da ste v notranjosti povezani s sabo, več lahko mojstri sedmi žarkov delujejo z vami, bolj ste spočiti, bolj ste aktivirani, boljši ste za življenje, lažje vam gre, hitreje vam uspe. Tako da verjamem, da vsi, ki ga imate, ste nad vse zadovoljni. Bom pa hvaležna, če zapišete v komentar vaše izkušnje z vašim prstanom ali vaše pripetije, te dogodivščine so meni najboljše, kaj se kaj zgodi, ko ste ga prvič dobili, vedno se nekaj zgodi. Tako da me zanima, ali imate prstan, kako ste ga dobili, kako z njim živite,
če bi ga priporočali drugim, ampak to je že reklama, tako da če vam to ni treba, itak da ga priporočamo drugim, zato ker je življenje lepše. Ni pa potrebno hiteti z naročili, ker jih delamo, v bistvu imamo nekoga, ki ga ročno izdeluje in je v to čisto predan, tako da itak ga ne moremo serijsko na tisoče izdelati, kar tudi ni namen. Namen je, da je narejen iz srca za srce, iz svetlobe za svetlobo in da vam pomaga to aktivirati v vašem življenju. Hvala vam za pozornost, hvala vam, da sodelujete s svetlobo. Če si želite več vsebin oziroma če želite kakšno tematiko, za katero bi želeli, da vam kaj več povem, jo lahko tudi zapišete v komentar. Vsekakor pa se naročite na YouTube kanalu, kliknite Naroči se, kajti s tem dobite potem redna obvestila, kdaj spet kaj novega povem. Hvala za pozornost, hvala mojstrom za to darilo in za darila, ki jih dobivamo že leta, in mojstri pravijo, da lahko aktiviram vam, ki tole zdaj spremljate, energijsko podporo 7 mojstrov žarkov. Če si pa želite priti na terapijo 7 žarkov, pa lahko tu pridete v živo k našim svetovalkam, ki jih najdete na angel.si. Hvala in nasvidenje.